Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 22. junija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Na 61. Borštnikovem srečanju slavila kralj Lir in Jernej Lorenci. Ko človek umre sam, kaj se zgodi s stanovanjem, če ni dedičev? Po Zlatku Zahoviču se v Ljudski vrt vrača tudi Darko Milanič. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Sinoči se je s podelitvijo nagrad in z veliko zmago kralja Lira zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan je v SNG Drama Maribor dobil igralec Aleš Valič, žirija pa je veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo prisodila v prizoritvi Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija v produkciji Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Uprizoritev kralja Lira, ki izhaja iz Shakespearove tragedije, je prejela največ nagrad. Lorenci je dobil tudi nagrado za režijo, koreograf Gregor Luštek za odrski gib, Janez Škof za vlogo kralja Lira, Timo Šturbe za vlogo Edgarja in mlada igralka Mina Švajger za vlogo Regan v tej uprizoritvi. Žirija je podelila še festivalske nagrade za celosten dramaturški koncept, raziskavo in razvoj besedila, scenografijo, še dve enakovredni nagradi za igro ter nagrado Tomaža Bandurija za izjemno uprizoritveno vizijo. O Borštnikovem srečanju v vlogi umetnosti in gledališča pa se je Tjaša Gajšek v ponedeljkovem intervjuju, ki ga lahko slišite seveda tudi v audio obliki, pogovarjala z igralko in performerko Lino Akif, članico Slovenskega mladinskega gledališča, ki smo jo na Borštniku med drugim gledali v prav tako nagrajeni predstavi 1973. Vsako leto v Sloveniji umrejo ljudje, ki za seboj ne pustijo poroke, nimajo pa tudi bližnjih sorodnikov, ki bi dedovali njihovo premoženje. Za zaprtimi vrati stanovanj in hiš tako ostanejo prazni domovi, osebni predmeti in nepremičnine, katerih usoda je javnosti večinoma neznana. Podatki Državnega odvetništva Republike Slovenije kažejo, da število zapuščin brez dedičev ni zanemarljivo, temveč se v zadnjih letih celo povečuje. Leta 2022 je bilo obravnavanih 939 takšnih zadev, leto pozneje 883, v letu 2024 jih je bilo 913, lani pa že 1002. Gre za primere, ko po smrti posameznika ni zakonitih ali oporočnih dedičev, zato zapuščina preide v last Republike Slovenije. Več o tem v zgodbi Sanje Verovnik. V Ljudskem vrtu se po petkovi predstavitvi Zlatka Zahoviča kot novega športnega direktorja mozaik za novo sezono sestavlja z bliskovito hitrostjo. Kar se je v zadnjih dneh glasno namigovalo in pričakovalo, naj bi bilo zdaj tudi dogovorjeno. Darko Milanič se vrača na klope NK Maribor. O tem je v nedeljo prvi poročal Sportklub. Najtrofejnejši trener v zgodovini slovenskega državnega prvenstva bo tako še tretjič v svoji karieri prevzel vodenje vijoličastih in znova združil moči starim znancem, sveže ustoličenim športnim direktorjem Zahovičem. Izolan je bil osrednji kandidat za izpraznjeno klop, že vse od napovedi o prihodu arhitekta mariborskih uspehov, čez vikend pa sta strani uskladili še zadnje podrobnosti dogovora. Adžuni Lidžalin naj bi si Milaniča za trenerja želel že pred časom. Znana pa je tudi podoba novega strokovnega štaba, ki bo bdel nad člansko ekipo. Po naših informacijah bosta Milaničeva najožja sodelavca in pomočnika Radovan Koranović, ki je z Mariborom kot zadnji osvojil naslov državnega prvaka kot glavni trener, ter nekdanji odlični napadalec vijoličastih Dragan Jelić. Uradna potrditev povratka Milaniča bo na sporedu zelo kmalu. Iz kluba so namreč v nedeljo sporočili, da bo v ponedeljek ob 12. uri v Ljudskem vrtu potekala novinarska konferenca ob naslednjem dejanju sestavljanja novega vijoličnega mozaika. Obdobje kaosa in tavanja v megli je očitno zaključeno, zdaj sledi sestavljanje igralskega kadra. Več pa seveda na športnih stranih večera. To je bil Večer zjutraj, 22. junija 2026, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.
Lep in uspešen teden!